Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik vlade. V Sloveniji sta dve kritični panogi, to je zdravstvo in sodstvo. V zdravstvu imamo probleme z medicinskimi sestrami, ki so izredno slabo plačane, čakalne vrste so neskončno dolge in vendar določeni ljudje med 50 prvih oseb, ki dobivajo visoke plače, so jih je 47 oseb iz zdravstva bilo v mesecu marcu in v mesecu maju jih je bilo pa 46. In če pogledamo, najvišjo plačo je imel marca meseca višji zdravnik specialist iz UKC Ljubljane 17.808 evrov. In meseca maja je imel ravno tako zdravnik iz UKC-ja iz Ljubljane 27.045 evrov. Zelo zanimivo. Potem gremo pa naprej na drugo kritično panogo, to je sodstvo. Gre za nerešene sodne probleme, ki jih imamo, primere, potem tožbe proti Sloveniji v Evropi vedno izgubljamo oziroma dobivajo tisti, ki tožijo Slovenijo. Gre za trajni mandat sodnikov in tožilcev in potem pa pogledamo, da je v aprilu najvišjo plačo dobil višji državni tožilec Vrhovnega državnega tožilstva 39.992 evrov. Še huje je bilo meseca junija, ko je na prvem mestu bil višji pravosodni svetovalec Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, ki je dobil mesečno plačo 50.011 evrov. Zelo zanimivo. Če pogledamo primerjavo, kako dobivajo drugi funkcionarji v javnem oziroma uslužbenci v javnem sektorju, se lahko samo zgrozimo. Kako je mogoče, da nekateri dobivajo take denarje, pa ravno v njihovih sektorjih je največ napak, največ čakalnih vrst, največ nerešenih sodnih problemov, največ problematike. Ob tem, da imajo neskončno časa za to, da lahko grejo potem tudi večina, predvsem gospa iz sodišča že ob 12. na tržnico po svežo solato. Človek se vpraša, kaj je tukaj narobe in zato, gospod predsednik vlade, vas sprašujem, ali namerava vlada kaj storiti, popraviti te nesorazmerja in te nore zaslužke nekaterih in popraviti tudi to, da bojo medicinske sestre, magari na račun teh 50.000 evrov, ki jih dobivajo nekateri na mesec, bolje plačane. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslance prosim, da ko govorite, in seveda tudi člane vlade, ko govorite sede, tako je bilo v skladu s priporočili dogovorjeno tudi na kolegiju predsednika Državnega zbora. Spoštovani predsednik vlade, imate besedo za odgovor. Hvala lepa za besedo in za vprašanja. Plačni sistem v Sloveniji ima veliko lukenj. Govorim seveda o plačnem sistemu nasploh, tudi za plačne sisteme, ki deloma veljajo v gospodarstvu, čeprav je tam problem manjši. Smo daleč od tega, da bi se vedno in povsod nagrajevalo boljše delo in boljše gospodarjenje. Polno ovir se je postavilo na poti uveljavljanja tega načela. Plačni sistem v javnem sektorju, ki je imel dober namen, da pač z tem enotnim pristopom vzpostavi primerljivost, se je popolnoma, vsaj v nekaterih delih, degeneriral v tem času. Neka relativna primerljivost, ki je obstajala na samem začetku, je zdaj v bistvu popolnoma porušena. Z dvigovanjem lestvic pri minimalni plači se je enostavno, mislim, da prvih 20 razredov izničilo. Tukaj je absolutno potrebna korekcija pri tem delu. Potem gre za velikanske razlike, ki so nastale vmes, ko so posamične vlade sklepale posamične dogovore, enkrat z učitelji, enkrat z policisti, enkrat z drugimi deli javnega sektorja. In v nekaterih
primerih se je razmerje porušilo tudi za 50%. Korekcije so nujne in namen te vlade je v skladu s koalicijsko pogodbo, da storitveni del javnega sektorja, se pravi, da tisti del javnega sektorja, ker je zelo težko delati neposredne primerjave, urejamo posebej, administrativni del, ker je to lažje, pa ohranimo kot enoten plačni sistem. Do končne rešitve je seveda še kar dolga pot. Trenutno smo v fazi, ko tisti, ki so najbolj nezadovoljni z plačnim sistemom, vključno z zdravstveno nego in zdravniki, sami v okviru mase sredstev, ki je zdaj na razpolago za njih, predlagajo boljšo delitev. V okviru tega predloga računam, da bodo odpravljene v smislu predloga tudi anomalije, ki jih upoštevate, ki ste jih naštevali in ki jih poznamo že desetletja. Sej AJPES objavlja te podatke skozi in pač posamezniki tudi v zdravstvu, ki dežurajo, ki imajo neke dodatne vere, potem tukaj drastično izstopajo. To verjetno niso njihove povprečne mesečne plače. Si težko predstavljam, da bi nekdo dobil 50.000 evrov mesečne plače, so pa razni poračuni, dodatki in tako naprej. In tukaj so anomalije, absolutno. Tako da je to ena od prioritet, da se to odpravi. Za čas spopada z covidom pa ste itak zadnjič v 5. paketu predvideli dodatno nagrajevanje tako za medicinske sestre kot za zdravnike, ki se zdaj spopadajo s to nevarnostjo. Kar se tiče sodstva, zdaj eno so seveda povprečja, ki verjetno ne izstopajo, drugo so pač ti primeri, ki ste jih naštevali, moram reči, da jih zelo težko komentiram, ker ne vem, za kaj gre. Je pa tukaj neka front pristop tudi iz teh dejavnosti, da se karkoli uredi ali pa racionalizira. Spomnite se pomladnega časa, ko smo omejili plače funkcionarjem. Že ko smo to napovedali, je sodstvo protestiralo, čez da Ustavno sodišče tega ne dopušča in smo jih spustili. Tožilci so bili vključeni, zdaj pa slišim, da tožilci copy-paste vlagajo pritožbe zaradi znižanja plač v času epidemije za 30%, češ da morajo tudi oni biti izvzeti. Kljub temu, da sodišča takrat niso delala, da ni bil noben dodatno obremenjen, bi radi nazaj tistih 30%, kar se pove o neki, moralni teži te kategorije. Hvala lepa. Kolega Jelinčič, imate zahtevo za dopolnitev odgovora? Hvala lepa. Jaz moram poudariti, da gre pri tem, kar sem jaz povedal, za uradne podatke, ne za kakšne izmišljene, in gre za javni sektor. Med 1000 najbolje plačanih v javnem sektorju je okrog 900 zdravnikov, ostalo pa po večini gospoda iz pravosodnega sektorja. In med temi 1000 ni ne predsednika vlade, ne predsednika države, ne ministrov, ne poslancev. To se pravi, dokler ne bo to urejeno, ne bo niti spoštovanja do funkcije določenih ljudi v državi. In dokler ne bo spoštovanja do funkcije predsednika, ministra in poslanca, ne bo spoštovanja do države in zato se vse skupaj krha in ruši. Zato sprašujem, gospod premier, ali vlada pripravlja ureditev plačnega sistema in razmerij v javnem sektorju. Mislim, da bi to morala biti ena od prvenstvenih nalog, da se vzpostavi državotvorni odnos do države, do njenih funkcij in do njenih funkcionarjev. Predsednik vlade, želite dopolniti odgovor? Ja, hvala lepa. Glejte, nisem rekel, da to, kar ste navajali, ne drži, pa da niso uradni podatki. Jaz sem samo rekel, da dvomim, da so to povprečne plače, ker si ne predstavljam, da bi nekdo dobil povprečno plačo kjerkoli v javnem sektorju v višini 50.000 evrov mesečno. Da so anomalije, vsi vemo, da je to treba odpraviti, tudi vsi vemo in vlada se je tega lotila, povedal sem po kakšni formuli.
Je pa seveda tukaj tudi problem ustvarjenega javnega mnenja, po katerem tisti, ki dela na kaki politični funkciji, ne zasluži niti enega evra, vse, kar je več od enega evra, je preveč. Takšno mnenje je ustvarjeno z veliko pomočjo slovenskih medijev. Zdaj, ko že na začetku tega mandata, recimo, je bila vlada obtožena, kako si dviga plače, čeprav smo si jih znižali za 30%. Potem pa smo pred kratkim izvedeli, da tisti uredniki v medijih, ki so nas takrat obtoževali pokriven, da smo si dvignili plače, so si iz COVID dodatkov razdelili na tisoče evrov dodatkov in to neupravičeno. Pa ni bilo nobene reakcije. Se pravi, tukaj vlada velikanska hipokrizija tistih, ki pomembno vplivajo na javno mnenje, in dokler tukaj ne bo enotnih vatlov, bo tudi ta del problema, kar se tiče plačnega sistema, težko urediti zaradi tega pritiska. Nameravamo pa tudi na tem področju predstaviti določene predloge, ki bodo šli v smer korekcije, in pač na vas bo, da jih sprejmete ali zavrnete. Hvala lepa. Kolega Jelinčič, postopkovno. Hvala za te odgovore, ampak povedati moram, da povprečna plača teh nad 50, ki imajo vrh tega sistema, je mesečno okrog 12.000 evrov, kar je bistveno več, kot imajo predsednik vlade, države, ministri, poslanci, ki imajo okrog 5.000 evrov plače. Zato sodim, da bi bilo smiselno o tej zadevi razpravljati, prikazati podatke, ki bi jih tudi slovenska javnost z veseljem videla, da bi se vedelo, kdo so tisti gospodje, ki so morda plačani tudi za kakšne posebne zasluge pri svojem delu. Zato predlagam, da v okviru ene od naslednjih sej izvedemo razpravo o tej temi. Hvala.